Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Vi ste oče avtodomskega turizma v Sloveniji. Kako se je pravzaprav pričelo? Ja, začelo se je na ta način, da smo začeli v lokalni skupnosti razmišljati, kaj narediti na osnovi tega, da bi povečali turizem, in seveda, ker nimamo hotelov, nimamo drugih možnosti, smo razmišljali o tem, da bi naredili tudi postajališče za avtodome. Seveda, postajališče ni velik strošek narediti, potrebno ga je spromovirati, potrebno je povedati, da to postajališče obstaja, in seveda, ker nekako samo v naši občini... Za katero občino gre? Občino Mirna. V občini Mirna nimamo toliko denarja, da bi lahko si privoščili potem tudi promoviranje na vseh teh evropskih sejmih, ki danes promovirajo turizem kampinga in tako imenovanega kampinga in karavaninga. Smo začeli spraševati tudi sosednje občine, ali so pripravljene sodelovati pri nekem projektu sodelovanja in povezovanja na področju avtodomskega turizma. Prišlo je do tega, da smo povabili vse lokalne skupnosti na Mirno, kjer smo se začeli pogovarjati o mreži postajališč za avtodome, o tem, kako bi v vseh lokalnih skupnostih nekako prišli do samih postajališč ali parkirišč ali počivališč za avtodome in potem to tudi seveda v velikem evropskem prostoru spromovirali. Sama promocija vemo, da košta, če pa nas je 50, 60, 70 ali 90 občin, kot kaže, da nas nazadnje bo, je pa to seveda strošek po posamezni občini veliko manjši, ker smo uspeli k projektu pritegniti tudi Slovensko turistično organizacijo, potem Adrio Mobil Novo mesto, AMZS Slovenijo, potem tudi, lahko rečem, kampe organizirane pri Turistično-gostinski zbornici Slovenije, in pa lahko bi še našteval tudi tukaj revijo Avtodom in ostale, se ta strošek skupnega promoviranja bistveno zmanjša. In sam projekt je doživel na izredne odzive pri samih lokalnih skupnostih, tako da trenutno imamo v mrežo vključenih 56 občin, tudi 8 mestnih občin, priključujejo se tudi še ostala mestna občina, tako da v 2-3 mesecih bodo vključene tudi vse mestne občine Slovenije in pa vse turistične občine, kajti postajališče za avtodome lahko postavimo ne samo v turističnem kraju, ampak tudi v kraju, kjer turizem ni razvit. Če govorimo o silni številki avtodomarjev, tistih, ki potujejo z avtodomi, njih je preko 10 milijonov, preko 1.700.000 je avtodomov registriranih v Evropi in preko 100.000 se jih pelje preko Slovenije na Hrvaško. Če samo nekaj teh ustavimo, če prepričamo procent lastnikov avtodomov v Evropi, da je Slovenija prijazna za avtodomski turizem, potem sem prepričan, da bomo uspeli v vseh lokalnih skupnostih ne samo zgraditi postajališča za avtodome, ampak jih tudi ustrezno napolniti, kajti avtodomar na koncu ni samo tisti, ki pride letovati v lokalno skupnost, ampak on je raziskovalec, on si ogleduje predstave, raziskuje kulinariko, raziskuje kulturno dediščino, je pohodnik, je ribič, je kolesar, se pravi, ta avtodomar, ki pride v Slovenijo, bo na koncem lahko nekaj tudi pri nas doživel, lahko bo doživel Slovenijo od blizu in prepričan sem, da bo povedal tudi svojim prijateljem, svojim znancem, da naj obiščejo Slovenijo, ki je čudovita, je zelo zelena, je varna in iz tega stališča zelo primerna ravno za to zvrst turizma.